Zadnja tekma v 11. krogu je potekala v Velenju, kjer je domači Rudar pričakal ekipo Maribora, medtem ko so knapi gostovali. Pri Krškemu izgubili z 1-0 in še tretjič zapored ostali brez zmage in Maribor slavil pri Koprčanih. Prva akcija v 4. minuti, sam pred vrati je bil Novaković, ampak spretnejši Radan. Na drugi strani je sprožil John Mary, ki je odigral odličen dvoboj, tokrat blizu zadetka in na koncu je le nekaj centimetrov manjkalo, pa bi Maribor bil v zaostanku. Kmalu pa gol na drugi strani, 26. minuta, odlična kombinacija nogometašev Maribora. Milivoje Novaković je zadel za prednost 0-1, izvrstna podaja Kaphe, ki je tokrat našel Milivoja Novakovića za tretji gol v letošnjem prvenstvu. Lepa žoga v globino, izvrsten sprejem in še zaključek pod prečko Novakovića. Napad Rudarja, Vručina je poskušal po prostem strelu, ampak izjemna parada Handanovića, ki je rešil Maribor. Še zadnja akcija prvega polčasa, žoga je prišla do Luke Zahovića, ki je tokrat zadel le zunanji del mreže, ostala je pri rezultatu 0-1 v drugem polčasu. Prvi napad za nogometaše Rudarja, Lotrič direktno vratarja Handanovića, potem pa 66. minuta, žoga na drugo vratnico in do odbitka je prišel Vručina, ki je s tem volejem zadel za izenačenje v Velenju. Res izjemen strel Vručine tik pod prečko, nemočen v tem primeru Jasmin Handanović, ki je nemočno gledal in klonil je mariborski kapetan. Domači so dobro štartali v drugi polčas in bili nagrajeni s tem zadetkom za 1-1 tik pod prečko, nemočen Handanović. Kot za Velenčane, 74. minuta in žoga pred vrata, nekaj nesigurnosti v mariborski obrambi, potem pa so vendarle žogo izbili Mariborčani. Napad za Štajerce, priložnost za Sanja, je to bila velika priložnost, ampak tokrat je Sanj zgrešil iz zagodnega položaja, meril previsoko. Še enkrat nevarni knapi kot za Velenčane in dolga kombinacija, potem pa izbita žoga in do žoge je prišel Bolha, ki je sprožil izjemno močno in velike težave za Handanovića, ki pa je žogo na koncu vendarle uspel ukrotiti. Potem pa še zadnja akcija tekme, napaka pri Mariboru in Eterović je potegnil kontro. Tokrat so bili kar 4 igralci Velenja proti napadu, Eterović je streljal sam čez gol in tekma se je končala. Rudar Maribor 1-1. Presenečenje v Velenju in Maribor je izgubil pomembni 2 točki. Pa vrlo jednostavno. Iz prostog razloga što su nam, kako sam rekao, u najavi utakmice falili... Enostavno, manjkali so nam ključni igralci na prejšnjih tekmah. John Mary je danes pokazal, kako pomemben je v naši ekipi. Tudi ostali so bili na izjemno visokem nivoju in danes smo proti Mariboru, ki je zares zelo dobra ekipa, osvojili zelo pomembno točko. Na kraju, protiv jedne ovako jake ekipe kao što je Maribor, zasluženo smo osvojili taj jedan bod. Zahtevna tekma je za nami, mi smo imeli dovolj priložnosti, da bi tekmo rešili že v prvem polčasu, tako je, mislim, da je bila to prva, druga minuta, ko smo imeli izredno lepo priložnost, to bi lahko bil rezultat višji. En zelo težek ciklus tekem je za nami in enostavno nasprotnik se v drugem polčasu dvignil. Kot sem rekel, težka tekma je za nami, potem smo v drugem polčasu poskušali, bili napadalni po tem zadetku, vendar se ni bilo dovolj za zmago, kljub temu gremo naprej.